S 1. oktobrskim koncem tedna se pričenja tudi odbojkarsko prvenstvo. Odbojkarji Panvite Pomgrada so v sezoni, ki jo je ovirala epidemija koronavirusa, osvojili 6. mesto. Letos pa si želijo v močnem državnem prvenstvu splezati še višje, saj bodo tudi tokrat del elitne osmerice. Uvodni tekmec Sobočanov pa bo ambiciozni ACH Volley. V trenutku, ko je slovenska moška odbojka po nedavno končanem evropskem prvenstvu po tesnem porazu v finalu proti Italijanom še tretjič evropski podprvak in kjer se domače državno prvenstvo z obračuni v prvi državni odbojkarski ligi začenja prihodnjo soboto, to je 2. oktobra. Na današnji predstavitvi športnega kluba Pomurje 10, pod katerim deluje odbojkarski klub Panvita Pomgrad, bi vam sogovorniki želeli predstaviti aktualno dogajanje v klubu, dosežke iz minule zaradi korone specifične tekmovalne sezone in hkrati tudi cilje pred začetkom novega prvenstva z nekoliko spremenjeno ekipo članskega moštva. V nadaljevanju pa seveda tudi vljudno vabljeni na zadnjo tekmo turnirja danes, kjer je Panvita Pomgrad na prvi tekmi svoje srečanje že odigrala proti Šoštanju Topolšici in ob 14. igra proti Kranjskemu Triglavu, kar je hkrati tudi zadnja tekma pred začetkom nove sezone. Danes smo z vami, od moje desne pa naprej, se pravi predsednik upravnega odbora športnega kluba Pomurje 10 Matjaž Durič, trener članskega moštva Dejan Fujs, kapetan ekipe Urban Drvarič ter novinci v prvem moštvu Conor McConnell, Urban Fužinar in Urban Fužir, in Urban Hafner. K uvodni besedi tako vabim predsednika upravnega odbora športnega kluba Pomurje 10 Matjaža Duriča, da nam predstavi aktualne dosežke, delovanje kluba ter smernice oziroma cilje za letošnjo sezono. Prosim. Ja, hvala Gorazd, lepo pozdravljeni si na tej tiskovni konferenci. Torej, najprej, če začnemo od zadaj, se pravi, kaj se je zgodilo v lanskem letu oziroma v pretekli sezoni. Torej, klub je zaključil na 6. mestu v prvi državni A odbojkarski ligi, kjer smo se uvrstili v končnico tekmovanja. Žal na koncu 2 tekmi izgubili in tako pristali na 6. mestu, kar se tiče sponzorjev in pa uprave kluba zadovoljivo mesto. Vendar upamo, da bo letošnja sezona nekoliko drugačna in bo vsaj prva ekipa pristala na nekoliko više mesto, kot je bila v pretekli sezoni. Kar se tiče druge ekipe, se pravi tistih, ki so v lanskem letu tekmovali v drugi državni ligi, to so naši naraščajniki, naša mlada ekipa, smo se letos odločili, da nekoliko drugače zastavimo delovanje kluba in smo 7 mladih igralcev presedlali oziroma posodili v odbojkarski klub Radence, kjer skupaj tekmujejo oziroma trenirajo z svojimi vrstniki in bodo v letošnji sezoni tekmovali v prvi B državni odbojkarski ligi pod vodstvom trenerja Mariča in pomočnika Uroša Kovačeca iz našega kluba. Želja je, da se tam mladi igralci kalijo in bodo v prihodnje tvorili gro naše prve ekipe. Za letošnjo sezono smo se nekoliko, upam, lahko povedati, okrepili. 3 igralci so iz naše sredine odšli, to so Nikola Ražnjatovič, Marijan Novak in pa Alen Đorđević. In smo na te igralne pozicije nadomestili z novimi igralci. Tako je prišel iz Kanade mlad perspektivni igralec Conor McConnell in pa 3 igralci iz slovenskih klubov, Urban Fužir in pa Urban Hafner. En prišel iz Šoštanja, drugi pa iz Hoč. In pa vrnil se je v klub tudi David Novak, ki je 1 leto pauziral, sedaj pa spet veselo trenira in upam, da bo v prihodnje tudi ostal in igral v odbojkarskem klubu Panvita Pomgrad. Kot trener moštva pa se je vrnil tudi Dejan Fujs. Najprej bi povedal, da bo letošnja sezona ena izmed zahtevnejših ali celo najzahtevnejša sezona v zgodovini slovenske odbojke, kajti moramo vedeti, da so se vse ekipe zelo dobro okrepile in da je liga sestavljena samo iz 8 ekip, kar bo tudi velika konkurenca in ne bo dosti možnosti za slabih trenutkov. Se pravi,
Moramo se zavedati, da imamo veliko četvorico, kot jo danes kličajo v odbojkarskih sredinah. ACH Volej, Kamnik, lanskoletni prvak Maribor in Salonit, kateri so finančno vložili dosti denarja in se ukrepili in imajo tudi visoke cilje. Pol pa bi povedal, da pa so pa spet naslednja četvorica, kamor spadamo nekako po nekem finančnem vložku in po kadrovskem vložku, ekipa Panvite Pomgrada, Triglava, Krke in Črnuč, tako da nekako naš prvi cilj mora biti, da se probamo nekje prebiti do sredine lestvice in probati koga od te velike četverice tudi presenetiti. Pol bomo pa videli, kako se bojo stvari naprej odvijali. Kar se tiče samega pripravljalnega obdobja, lahko povem, da smo začeli z treningi 5. avgusta. Do začetka prvenstva bomo odigrali 14 prijateljskih srečanj. V teh 14 prijateljskih srečanj smo več ali manj dajali možnost vsem igralcem, da so igrali, da smo lahko videli, kdo je pravi, kdo komu kaj manjka, na koga lahko računamo v prvi postavi, na koga rezerva, kjer bo pomagala, tako da več ali manj imamo že zbrane podatke, kateri so naši udarni igralci, kateri igralci bodo prihajali iz klopi, kateri bodo se borili, da bodo v prvi postavi ali bodo nekoga spodrinili ali v glavnem pozitivno konkurenco na igralnih mestih. Moram povedati, da z nekaterimi ukrepitvami, ki so prišle na novo, sem z njihovim delom in odnosom zadovoljen. Jim pa manjka še seveda zaradi svoje mladosti določene tehnično in taktičnega znanja. Tako da na tem bo treba še veliko delati in upam, da bojo skozi sezono tudi napredovali in pokazali svojo kakovost na višjem nivoju, kot so jo mogoče v prejšnji sezoni. Kar se tiče pa domačega kadra, je večinoma kader ostal skoraj isti, kot je bil lani, tako da nekako moramo povedati, da smo neko jedro ekipe ohranili in da nismo začeli spet znova sestavljati zgodbo in mogoče je to tudi neka prednost, da bomo lažje funkcionirali skozi sezono, katera bo zelo težka, kot sem že omenil na začetku. Upam, da se bo sezona odvijala v redu, čim manj poškodb in dosti več zdravja, kot je bilo lansko sezono, kajti korona, vseeno vemo, je dosti vplivalo na same igralce in tudi na potek samega tekmovanja. Članska ekipa je v minuli sezoni zasedla 6. mesto, kar je zadovoljilo pričakovanja vodstva kluba in sponzorjev. V klubu pa upajo, da bo letošnja sezona še uspešnejša. Kolikor smo bili dovolj izčrpni, bi vas na tem mestu želel že danes povabiti še na sobotno tekmo prvega kroga nove tekmovalne sezone v 1. A državni odbojkarski ligi, ki bo v soboto 2. oktobra v Murski Soboti v tej dvorani na osnovni šoli 1 ob 18. Nasprotnik Panvite Pomgrada bo eden najboljših slovenskih klubov ACH Volej iz Ljubljane. Hkrati pa vas moram tudi opozoriti, da zaradi še vedno veljavnih določil Nacionalnega inštituta za javno zdravje so še vedno potrebna predhodne akreditacije za tekmo, saj mora klub kot organizator voditi poimenski seznam navzočih in se bo tako za to tekmo tudi potrebno predhodno akreditirati, sicer vstop v dvorano ne bo mogoč. V imenu upravnega odbora športnega kluba Pomurje 10 se vam torej zahvaljujem za današnjo udeležbo, želim vam prijeten preostanek dneva. Kolegi so vam na voljo še za kakšen individualni intervju, seveda pa vabljeni tudi, da kakšen posnetek naredite še na turnirju. Trenutno igrata Šoštanj Topolšica in Hiša na kolesih Triglav, ob 14. pa je danes zadnja tekma turnirja med Panvito Pomgradom in Hišo na kolesih Triglav. 3 ekipe nastopajo na tem turnirju Auto Reich Open in 3 tekme se bodo odigrale.
koliko imaš v klubu tak mlad potencial, kot ga ima naš klub, da ima 3 reprezentance, ki povrh še posežejo po najvišjem mestu v Evropi, se pravi, da dobijo zlato medaljo na Evropskem prvenstvu, je vsekakor dobrodošlo in z veliko manj truda lahko pridobimo tudi marsikaterega sponzorja. Predvsem pa je pomembno, da ti mladi igralci so lahko vzor tudi mlajšim, se pravi otrokom iz naše bližnje okolice, ki se potem lahko tudi lažje odločijo, da pridejo v klub trenirati odbojko, saj je zelo pomembno, da imajo nekoga za vzor in tile mladi naši reprezentanti so lahko marsikateremu otroku za vzor, kako lahko s trdim delom prideš tudi do uspeha na tisti najvišji ravni. Letošnja sezona upam, da bo prišla do konca, da ne bo zaradi COVID situacije skrajšana oziroma kaj spremenjena in bodo lahko predvsem igralci trenirali in pa igrali na visokem tekmovalnem nivoju. Omeniti še velja, da je klub zelo zadovoljen z delom v preteklosti, predvsem z mladimi igralci, tako se lahko pohvalimo, da smo skoraj edini klub v mestni občini, ki ima 3 reprezentante in vsi v selekciji do U17 in vsi ti 3 so tvorili tudi slovensko ekipo, ki je osvojila zlato medaljo na Evropskem prvenstvu selekciji do U17 in iz tega mesta seveda čestitka tako igralce in pa njihovim trenerjem. Lahko se pohvalim tudi, da imamo 2 reprezentanta v selekcijah do U19, to sta Dino Vinković in pa Niko Kovačič. 3 igralci so pa, ki so otvorili ekipo U17 na Evropskem prvenstvu, pa so Nik Legen, Urban Reiner in pa Vid Suhodolnik. In vsi ti 3 igralci se tudi kvalijo v Vrancih in igrajo v prvi B državni odbojkarski ligi. Iz tega mesta tudi zahvala vsem dosedanjim sponzorjem in pa simpatizerjem tega kluba, predvsem pa tistim, ki prihajajo na odbojkarske tekme v domačo dvorano in seveda vabljeni, da v tej sezoni tudi pridete in bodrite naše odbojkarje, da dosežejo čim boljše rezultate. Tako lahko letos pričakujejo najzahtevnejšo sezono v zgodovini slovenske odbojke, saj so se klubi okrepili, ligo pa sestavlja zgolj 8 ekip, zato v močni konkurenci ne bo veliko možnosti za slabe trenutke.